Ok, in smo že pri drugi Magilovi veliki vaji, in sicer gre za stranski most oziroma stranski plank. Pozorno spremljajte tehniko in različne jakosti izvedbe, prilagodite si vajo sebi in videli boste, da je kar veliko tehničnih zadev pri izvedbi, ki ste jih morda bili naučeni, vendar so v resnici dosti drugačne. Zopet iz stoječega položaja pridemo v položaj na bok, in sicer na način z izpadnim korakom, kot smo se že učili. Okay. Dobro, začnemo sedaj takole na boku, ja? Okay. Sproščeno, rahlo pogledno, takole še pokrčeno kolena, ja? In se dvignemo gor, tako da trup dvignemo gor, boki vstavljamo na tleh. Najlažja izvedba vaje je, da ne mislite, da je to način počivanja. Torej, počivate lahko samo tako, greva roka naprej, ne naprej, pred sabo, tako pa dol. Ja. Torej, počivate vedno v tem položaju. Vkolikor vidite, da imate širše boke od pasu, si lahko tudi ta del spodaj pri pasu podložite, da ne boste preveč ukrivljeni, torej da nekaj podložite spodaj. V tem položaju počivate. Kadar pa delate vajo, tudi če greste v najbolj enostavno izvedbo, greva gor trup, vedite, da to ni način počivanja. Torej, tako kot je sedaj Jernej, to ni dober način počivanja, ampak s tem načinom zgolj povečujete stres na hrbet, zato ker morate vedno pogledati, ali je preko vaših prsi, pa vse dol do dimelj in preko popka, ali poteka krivulja, ali poteka premica. Ker, če poteka krivulja, tako kot sedaj pri Jerneju, pomeni, da je celoten stres teže tukaj na hrbtenici. Poglejte, zatorej, prsna kost, popek in pa dimlje in narediva Jernej tukaj eno premico na mesto krivulje. Torej, ne, tako, ne, boki so dol. Boki so dol. Pokrčaš. Tako. Boki so dol. Torej, najlažja izvedba te vaje, ki sploh ni toliko lahka, je, da preverite, torej tudi glava mora biti v podaljšku vratu, pogledate prsa, prsno kost, pogledate popek in pogledamo dimlje. Kolikor je preveč velika krivulja, vaš partner vam lahko asistira in naj zadaj pogleda hrbtenico, ali je hrbtenica preveč ukrivljena, sedaj so lepo poravnana, tudi čutiš tukaj mišice, kako delajo, in na ta način odlično treniramo bočno muskulaturo trupa. Da vajo v tem položaju naredimo še težjo, rahlo težjo, je, da počasi dodajate malo sile s komolcem. In sicer s komolcem, namesto da se nagnete na tele mišice tukaj v ramenih, dajte aktivirati mišice latissimus, tako, in večkrat komolec proti sebi, in na ta način boste še več čutili še več sil in si vajo v bistvu otežili sami. Kar se tiče komolca, dajte komolec postaviti večkrat bolj naprej, tako, še večkrat, tako, torej da ni komolec direktno spodaj pod ramo, ampak da je malce naprej. Na ta način boste bolje stimulirali spet tale mišice latissimus tukaj in pa celo bočno muskulaturo. Zadržite v tem položaju najprej, torej če ste še začetnik, delajte to izvedbo, ker je precej zahtevna, precej bolj zahtevna, kot pa mislite. Sploh, če dodatno stimulirate aktivacijo. Tako. In takrat, ko stimulirate aktivacijo, dajte še roko tukaj ob stran boka, tako. Še tukaj aktivirate latissimus, tako. In sedaj imamo res tisto potrebno čvrstost in pa kontrolo nad svojim telesom. In tako naredite za dobrih 5 do 10 sekund, tako kot vam piše sistem piramide v knjigi. In potem spet počijemo. Gremo dol v položaj, ki smo ga prej za počitek. Torej, roka tukaj ob tla, ja. Torej, roka se pomaga ob tleh in gor. In da se dvignemo, potem tukaj počijete in da se potem dvignete, roka dol, se odrine gor, da pomaga trupu gor, tako, tudi druga roka pomaga. Torej, vedno se pomagajte z rokami in se spet postavimo v ta položaj. Ja, zaprek, ne,
položaj za plank. Tako. Gor. Ja. Tako. Ja. No. Super. In gremo sedaj še v težjo izvedbo vaje. Naslednja izvedba vaje je, ko bojo šli boki gor. Ampak pozor, boke ne bomo iz položaja na tleh dali direktno gor, ampak bomo z boki potovali naprej. Torej ta gib, ta vaja, bo bolj podobna počepu, ki smo se ga že prej učili, bo bolj podobna počepu, kot pa dvigu bokom gor. Torej ne z boki iti gor, pojdite z boki, torej pogledajte svoje dimlje, to najprej tukaj čvrstimo, tako, smo že pripravljeni, noge so pokrčene in gremo sedaj boki gor in naprej, tako. In v tem položaju sedaj zadržimo, glede na ponovitve, ki pišejo v knjigi. Spet pogledamo hrbtenico, super, komolček rahlo proti sebi, boljša aktivacija, tudi nasprotna roka najbolj čvrsta. Če zmorete samo 3, 2 ali 4 sekunde, potem dajte za začetek samo toliko. In gremo nazaj. Izdih, tako. Izognite se počivanju, takole kot je sedaj jernej. Ko rabite počiti, spet z roko ob tla, roka druga naprej in lepo počijete. In potem, ko počijete, gremo nazaj gor, torej najprej v osnovno izvedbo, ko so boki na tleh, poravnamo, ne? Roka sem, tako. Potem gremo na drugo jakostno izvedbo, torej boki naprej, super. In da še malce otežimo, gremo za zgornjo nogo, spodnja noga ostane pokrčena, zgornja noga se iztegne in sedaj se samo spodnja noga še zraven iztegne, gre tako, iztegne, gre in gor, tako, naredimo takšen križ, ne, dobro je, da naredite takšen križ, da ste čim bolj stabilni, zato da imate širšo oporo, torej ne imeti obeh stopal skupaj, ja. In potem, ko rabimo počiti, samo kolena pokrčimo in dol, ja, in boki dol. In spet smo pazljivi, da ne sprostimo trupa in počivamo na hrbtenici. Ko rabimo počivati, gremo spet nazaj v položaj počitka. In tako. Ja. Torej, kot ste videli, je vaja veliko bolj zahtevna in tehnično dovršena in tudi mora biti tehnično dovršena, če se želite izogibati bolečinam. Torej, zapomnite si, da je vaja, če je narejena maksimalno dobro, lahko tista, ki vašo kondicijo dvigne, če pa je narejena z slabo izvedbo, vam pa lahko bolečine kvečjemu povzroča. Zato si dobro pogledajte posnetek, dobro preberite knjigo, da boste dobro razumeli način izvajanja Magilovih vaj.